Skratka, en lep pozdrav. Niti se ne reče več dobro večer, reče se bolj zdaj dober dan, smo prišli že do tega, ne, tako da še enkrat dober dan vsem skupaj in vsakomur posebej, dobrodošli na današnji pogovor. Jaz vedno povem kaj o gostih, ki jih tu gostim, ne. Z Ivanom se pravzaprav ne poznava niti toliko dolgo časa, mislim, da je mesec pa pol oziroma dva, kaj takega, ne. Mišljeno je bilo, da gremo skupaj oziroma da se jaz na neki točki pridružim zasedbi Laibach na njihovi poti v Kijev, kjer naj bi imeli 31. marca koncert v Kijevu. Kot v vlogi novinarja Mladine sicer. Dobro, do tega ni prišlo, bomo tudi o tem kaj spregovorili, ampak bolj v kontekstu vloge, družbeno-kritične vloge tako umetnosti kot širše gledano kulture v tem divjem oziroma podivjanem, raztrganem in preprosto norem svetu, ne. Veliko je tem, ki jih imava za obdelati, kot vedno vabljeni tudi vi iz publike, da zastavite vprašanja, na katerikoli točki želite. Zdaj bi pa jaz kar se zahvalil Ivanu Novaku, članu zasedbe Laibach. Lepo pozdravljen, hvala ti, ker si vzel čas. Torej, ta teden imate koncert v Zagrebu in naslednji teden dva v Ljubljani. Ja, res je. Res je, okej. Zdaj, gremo se lotiti, veš kaj, prvo vprašanje bo morebiti nekoliko klišejsko, ampak mene res zanima, ko sem se pripravljal na sam najin pogovor, sem pogledal vse te fotografije, ki so dostopne na spletu, ne. Med njimi tudi fotografije iz samega začetka nastanka zasedbe oziroma skupine Laibach. Skratka, piše se 1. junij 1980, časi so pravzaprav malo negotovi, minilo je dobro leto od smrti velikega Josipa Broza Tita, ne. Vstopamo v ta nesigurna 80. leta in tako naprej. Jaz sem bil takrat star šele 1 leto, tako da moje otroštvo je bilo še vedno zaznamovano bolj z lučkami pa ježki pa temi stvarmi, ki smo jih takrat imeli. Ampak vendarle, odpiralo pa se je neko novo obdobje v Sloveniji, na srečo tudi zelo bogato kulturno in umetniško obdobje. Pa mene zdaj samo zanima, kaj je privedlo skupino res mladih fantov v Trbovljah, da so ustanovili Laibach? Kaj je privedlo pravzaprav do samega začetka, do ustanovitve, torej 1. junija 1980? Mislim, ta zgodba je daljša. Samo ustanavljanje skupine je potekalo dalj časa in na različnih koncih. Delno se je to zgodilo tudi v Ljubljani, na šoli za oblikovanje, pa na šoli za tisk in šola, kaj je že bila, ŠCTP, Šolski center tiska in papirja. Delno se je to zgodilo seveda tudi v Trbovljah, recimo, da je bil ta pravi coming out, se je zgodil v Trbovljah. Zakaj v Trbovljah? Pač tam je bila pa tudi neka scena, ki se seveda v tem obdobju silnega vretja, ki se je dogajalo takrat v celi Jugoslaviji na neodvisni sceni, glasbeni, o tem govorim predvsem o punku. Pač tudi seveda iz Trbovlj, oziroma tudi v Trbovljah je bilo par somišljenikov, ki so nekako se priključili v ta dogajanja. S tem, da seveda smo mi imeli tudi druge interese, ne samo izključno. Punk je bil ena od stvari. Mogoče je bil punk celo, glede na to, da imamo temo avangarda, mogoče je bil punk celo zadnja avtentična socialno-estetska avangarda. Zares. Takšna, širših, mislim, dejansko je bila tudi estetska, ni bila samo glasbena, ni bila samo socialna, ne. In seveda mi smo se priključili na to vretje in prišlo je pač do odločitve, da je treba ta coming out, da naj se zgodi v Trbovljah. V Trbovljah smo že prej
delali neke, ne vem, razstave in neke te napol artistične akcije in tako naprej v delavskem domu in že od leta, ne vem, 76 naprej. In to se vse skupaj nekako na koncu seveda vzpostavili v tem Lajbahu. Lajbah se je zgodil takrat, ko se je definiralo ime. Takrat, ko se je zgodilo ime. Ko se je zgodil ime in pa znak, dobesedno ime in znak. Takrat je, kar se mene tiče, takrat je dozorela ta ideja o približno o tem, kaj Lajbah naj bi bil. To je en pomemben moment, drug pomemben moment je pa formiranje v bistvu manifesta, ki ga nismo klicali manifest, pač principa delovanja, 10 točk konventa, ki se je formiral dobesedno kolektivno. V tem smislu, da ne vemo točno, kdo od nas je avtor. Namreč takrat pač nismo sledili teh stvari, dokumenti so leteli iz enih rok do drugih, zapisi in tako naprej. Jaz mislim, da sicer da glavni avtor je verjetno Tomaž Hostnik, tak je postavil mogoče res izhodiščne točke, ki jih je formuliral. To sklepam glede na stil, ne? Ampak cel manifest je šel tudi skozi druge roke, tudi skozi moje in se je s časom pač oblikoval to, kar je. Še enkrat ponavljam, mi smo zanikali, da je to manifest, zato ker smo tudi zanikali, da smo mi avangarda, ampak da smo retro-avangarda in mi smo tudi v nekih točkah, mislim, da zanikali sploh možnost obstoja avangarde. Ponavljam te stvari, zato ker sva se danes dobila tudi zaradi tega, da se o tem pogovarjava. Skratka, zanikali smo že takrat možnost, da sploh še lahko pride do neke pristne avangarde. Samega sebe smo videli seveda kot retro-avangardo in ta termin je v sebi je imel tudi precej konzervativno stran, mislim, v nekem smislu zanikanje, skratka, ostalih možnih avangard in v bistvu bolj inspiriranje z zgodovinskimi avangardami. Recimo, če zdaj poenostavim, se verjetno ni tako enostavno, ampak to je ena od stvari. V glavnem Trbovlje je bil eno takšno, če se zdaj vrnem na tvoje vprašanje, mi smo bili v Trbovljah precej obsedeni z zgodovino delavskega gibanja. Seveda Trbovlje, proletarski rdeči reviri in tako naprej. In konstantno so nas filali kot otroke z estetiko, proletarsko estetiko, pevski zbori, godba napihala, delavska zavest in tako naprej, kar nam je takrat kar presedalo, ne. In pa na drugi strani so bili pa recimo tisti, ki so predstavljali v nekem smislu to mračno silo, razdiralno silo, to zlo, je bila pa Orjuna. Orjuna, organizacija jugoslovanskih nacionalistov, ki je nek hecen politični fenomen, ne vem, če si se kdaj poglabljal v to Orjuno. Seveda v Trbovljah je prikazana kot skrajno zlo, ampak v zgodovini, v bistvu, v sami zgodovini pa Orjuna ni igrala izključno negativno vlogo, ne. Oni, ne glede na to, da so se obnašali kot, v estetskem smislu, so izgledali kot fašisti, kar je bilo takrat pač moderno, obnašali so se kot fašisti, ker so bili pač takrat, sami so se obnašali precej militantno, ampak oni so nastali kot odgovor na v bistvu italijanski redentizem. In nastali so zato, da bi se borili za pravice okupiranih ozemelj, ne, Istre, Dalmacije in tako naprej po prvi svetovni vojni in so tudi vzpostavili v nekem smislu, so pomagali vzpostaviti Tiger, ki je bilo, kot vemo, prvo revolucionarno antifašistično gibanje v Evropi. Ampak ta Orjuna je v Trbovljah imela konstantno negativne konotacije in
prišlo je seveda na 1. junija, ne vem točno leta 24, če se ne motim, do obračuna med orjunaši in delavci, komunisti, proletarskimi četami v Trbovljah. Orjuna je sicer imela svoj center, svoj sedež v Splitu, kar je zelo zanimivo, in bili so absolutno prorojalistični, pro-jugoslovanski skratka, prorojalistični za enotno državo, za enotno Jugoslavijo v Splitu, in sicer tudi v glavnem iz prostovoljcev iz Hrvaške. Niso bili politično gibanje, niso nastopali kot politično gibanje, kot politična stranka, ne, bili so seveda politično gibanje, ampak ne politična stranka, so pa seveda podpirali unitaristične stranke, ne. Ne glede na to jih je seveda kralj prepovedal za časa šestojanuarske diktature, tudi njih, oni so podpirali ta ukrep kralja, ampak tudi njih je prepovedal, ne, tako kot je prepovedal vse ostale stranke. No, nam je takrat ta Orjuna, mi v Trbovljah praznujemo ta praznik, simbolni 1. junij, kot dan upora proti Orjuni. Oni so bili, treba je povedati, bili so antikomunistično usmerjeni, kar je razumljivo, v tistih časih so se pač vsi bali tega, kar je prihajalo iz Rusije, iz Rusije, ja, komunizem in tako naprej. Ampak se pravim, njihova največja, mislim, da najbolj zanimiva stvar je ravno to, ta bitka proti fašizmu z enakimi metodami, kot so jih imeli fašisti v nekem smislu. In jaz se spomnim takrat, da je to za nas bilo en ta zanimivi moment, ne? Kdo so ti negativci, ki izgledajo tako kot pravi rockerji, ne? Bili so slikani na Triglavu v vojaških uniformah in z puškami. Zakaj na Triglavu? Zato, ker je 2 ali 3 metre od Aljaževega stolpa je potekala meja takrat med Italijo in med Slovenijo. In seveda Orjuna je šla tja provocirati. Mi smo ponovili to akcijo leta, ne vem, 89, v času četverice in tako naprej, procesa proti četverici. Ko smo prišli iz New Yorka, smo šli najprej na Triglav v uniformah naših, mislim uniforme, se niso bile zares uniforme, bile so to lovske obleke s kravatami, smo šli na Triglav, o tem obstajajo dokumenti in pač celo stvar smo posneli, nažalost so se ti trakovi izgubili nekje na televiziji, ampak en del tega je ohranjenega in skratka, to je bila ena takšna naša akcija. Mi smo tudi simbolno v Trbovljah takrat določili 1. junij za ustanovitev Laibacha, čeprav dejansko je seveda bil coming out malo pozneje. Pravi coming out se je zgodil septembra 1980, ampak tu se nam je zdelo smiselno, da prekrivamo ta dva. Bomo videli, kako bo v zgodovini, kaj bo prevagali praznovanje v bistvu naše ustanovitve, ali bo seveda ta datum še obstajal kot bitka med Orjuno in delavci. Se pa spomnim jaz osebno, kako mi je moj staratar govoril o tej bitki, ne, ki je bil takrat nekako zraven vključen. In sem poskušal zvedeti kaj več, kako je to res potekalo, ne, seveda težko je reči, kako je to res bilo, ker to je bilo nekakšen praznik in vsi so se ga napili dobesedno in to so bile, in potem so se neki lovili gor in dol po Trbovljah in streljali en na drugega in ne vem kaj, ampak v zgodovini to obstaja kot pač ta velik konflikt med to neko zavedno prokomunistično usmerjeno delavsko sceno in pa seveda temi profašistično usmerjenimi unitaristi, ne, rojalisti, kar je v bistvu dosti hecno, ne, glede na to, da Jugoslavija je bila v bistvu takrat vse nekakšen konsens in tudi v nekem smislu nekakšen garant vsaj tistega dela Slovenije, ki smo ga dobili po Rapalski pogodbi, ne.
Ja, se naslednje leto bo 100. obletnica, ne, 1. junija 2024. Imam prijateljev v Zasavju, pa tudi v Trbovlju, ne, ki se že zdaj veselijo te 100. obletnice, ne, tega obračuna. Oni to pravijo med orjunaši pa knapi, ne, tako poenostavljeno rečeno, prebivalci lokalnimi, domačini recimo. Ne. Imam občutek, da že potekajo neke priprave na to, zdaj, ko si že toliko govoril o tem, a vi načrtujete kaj za naslednje leto, za 1. junij? Ne, niso nas še povabili, nič ne vem o tem. Ne, si tudi jaz ne trdim, da karkoli obstaja, je pa ta občutek, ne, veselje je vsekakor prisotno že več kot leto prej, ne, na zdravje. Zdaj, vi ste že od samega začetka ustvarjali neke nove stvari, ni šlo tukaj samo za glasbeno skupino kot Laibach, ne. Moram prav prebrati, ker gre za zapleteno nemško besedo, vsaj zame, ne. Gesamtkunstwerk, ne, torej multidisciplinarna umetniška praksa, ki je bila razvejana na več področjih, od same glasbe do audiovizualnih umetnosti in tako naprej. Potem seveda leta 1984 Neue Slovenische Kunst in tako dalje. Mene samo zanima, a so bile te stvari, ki ste jih soustvarjali medtem, ko ste širili tudi kolektiv, ne, je bilo to pravzaprav podrejeno sami skupini, glasbeni zasedbi Laibach, ali ste na ta način v bistvu ustvarjali nek svoj habitat, v katerem bi lahko razvejan habitat z velikim, vedno večjim kolektivom, znotraj katerega bi lahko iskali neke nove možnosti, tako za ustvarjanje kot družbeno preizpraševanje in tako naprej? Mislim, jaz verjamem, da takrat pač nismo imeli neke silne zavesti o širši politični situaciji, družbeno kritični in tako naprej. To se je dogajalo, oziroma takrat je bilo to pač samo po sebi umevno, ne, ker je stari red v Jugoslaviji razpadal, bilo je precej civilno-družbenih gibanj oziroma kulturnih, raznoraznih kulturnih, subkulturnih gibanj, ne, zares zelo močno obdobje. In predvsem, seveda moram ponoviti še enkrat, pač punk je bil takrat na čelu z Igorjem Vidmarjem, je bil seveda dominantna stvar, ki je za sabo vlekla vse ostalo. Zdaj mi samega sebe nismo smatrali izključno kot glasbena skupina, zato ker čisto enostavno niti nihče ni znal nič konkretno igrati, punk je pač bil postavljen na treh akordih, mi tudi teh treh akordov nismo obvladali, ne? Ampak smo pa v bistvu razmišljali širše. Ne? V nekem smislu smo izhajali iz vizualne kulture, zato so tudi naši prvi nastopi bili galerijski nastopi, ki so vključevali recimo tudi neke glasbene oziroma zvočne performance. Izhajali smo iz vizualne kulture in predvsem iz likovne vizualne kulture, ampak tudi filmske. Filmi so nam bili blazno pomembni in v veliki meri smo se v estetskem smislu inspirirali z filmi in z zgodovino umetnosti. Dobesedno zgodovino umetnosti in zraven pa seveda smo to poskušali nekako priklopiti na ta do it yourself, na to ekspresijo, ki je takrat pač punk predstavljal. In seveda smo imeli želje, da naši koncerti niso samo koncerti, ampak da je tudi v tem nekem klasičnem artojevskem smislu, ne da bi takrat poznali Artoja in njegov teater krutosti, ampak to je bilo instinktivno. Mi smo enostavno razmišljali na enak način. Skratka, koncert ni samo drgnenje kitar in udarjanje po bobnih, ampak je bistveno več. Je seveda neka širša
Gesamtkunstwerkovska, tudi tega izraza nismo zares poznali. Praksa, ok, recimo, da smo vedeli, da obstaja, ampak nismo ga uporabljali kaj dost. Skratka, hoteli smo iz koncerta narediti več kot samo koncert. Ne? Tudi zato smo začeli kmalu uporabljati vizualije, filme, projekcije, platna velika v ozadju in tako naprej. Skratka, dodatne elemente, ki jih danes praktično vsi uporabljajo. Mislim, da smo bili eni prvih, ki smo, če ne prvi, ki smo luči uporabljali na ta skrajno zopren način, skratka samo v publiko, nič v nas, ne. In tako naprej. In pri glasbi, pri samem zvoku je bilo pa bistveno, da je čim bolj glasno in da se publika počuti malo nelagodno, ne samo mi na odru, ampak da pač tudi publika mora malo trpeti, no. Pa oziroma je celo boljše, da seveda, da je trpljenje obojestransko. In skratka, to je bila neka naša, neka estetska paradigma, ki smo jo razvijali, ne. Jasno, da smo istočasno tudi imeli željo, da bi mogoče razširili ta svoje delovanje, ne. Bilo je več tenzij, več idej, vsi smo bili polni nekih idej in tako je prišlo do teh plastenj, ne. Ena je bila seveda Laibach kot ta najbolj militantna, totalitarna, recimo, kot nekateri pravijo, rockovska zasedba, ne, ki je pač nastopala koncertno. Drugo je bilo Laibach Kunst, skratka, to je bil nek širši pojem, ki se je ukvarjal pač tudi z razstavami, s postavitvami, z vizualijami, z dizajnom. Tretja takšna podskupina je bila recimo Germanija. Germanija je bila namenjena v bistvu kao tem malo bolj kiči, nežnim, ženskim glasovom in tako naprej. 300.000 verschiedene Krawale, 300.000 različnih zvokov. To je bilo izrazito namenjeno najbolj eksperimentalnim momentom, nastopom. Skratka, več tega je nastalo, ne. No, in Slovenske Kunst pa je seveda nastal pozneje, leta 1984, predvsem kot rezultat tega, da nas je začel precej ljudi slediti v tem, kar smo delali in v nekem smislu tudi oponašati estetsko. In pa kot delno je bil to tudi rezultat dejstva, da je pač Laibacha doživela prepoved leta 1983, ne. Prepoved delovanja pod pač z imenom Laibach in da smo takrat nekako razumeli, da lahko obstanemo samo, če vzpostavimo širšo ekipo, širšo skupnost in tako je nastal pač Neue Slovenische Kunst leta 1984, nekako na estetski paradigmi Laibacha in ideološki, recimo. In kaj je pravzaprav Laibach poskušal doseči v tem nekem družbeno-političnem udejstvovanju, če že, ne? Ne udejstvovanju kot takšnem, ampak v podajanju kritike te družbe in tako dalje. Predvsem od leta 1983 naprej, ne? Kaj je bilo tisto, kar ste resnično poskušali doseči, kje ste poskušali pustiti svoj pečat in kolikokrat ste bili narobe razumljeni? Pa narobe, pardon, se opravičujem. Čas je. Narobe razumljeni zares nismo bili nikoli, ker je, kot smo večkrat rekli, edino pravilno razumevanje Laibacha je pač narobno razumevanje, ne. Skratka, družbeno kritični pa tudi mislim, da nismo ravno bili, ne. Čeprav se nas je razumeli kot takšne in še vedno se nas razume kot takšne, vsaj v določenih krogih. Mi smo se precej hitro deklarirali kot popolnoma v političnem smislu, nismo zanikali
tega, da smo seveda politični, ker še zdaj trdimo, da je umetnost in politika in tako naprej, seveda, da sta povezane med sabo, ampak obstaja neka ta naša znamenita izjava, da si lahko, ne znam je na pamet, mogoče je zna kdo drug, da lahko nepolitično funkcionira samo, če si potencirano političen. Ne? Skratka, nismo bili politično opredeljeni levo, desno, še vedno nismo, ne podpiramo formalno nobene obstoječe politične linije. Mi smo, v bistvu obzerviramo stanje in komentiramo od samega začetka, seveda, skozi nek ekspresivni, umetniški, če hočete, jezik, relacijo med kulturo, ideologijo, umetnostjo, politiko in tako naprej. Ne. Tako da družbeno kritični nismo bili. Tudi zdaj nismo. No, se to je zelo širok pojem, recimo. Ne, družbeno kritično je tako. No, pač, ja, to je širok pojem. Lahko smo seveda, lahko odpiramo družbeno kritične vprašanja, ne? Ampak takoj, ko se, po našem mnenju, ko se spustiš v konkretno družbeno kritiko, ne, pol pač seveda prestopiš noter v prostor konkretne politike in nič hudega, ampak pol se pač ne ukvarja z umetnostjo, oziroma ne vem, nerad uporabljam to besedo, čeprav pač recimo naš kolega Dragan Živadinov je še vedno zaklinja na umetnost in ga absolutno razumem. Mi pač poskušamo izstopiti iz tega umetniškega kroga, zase trdimo, da nismo artisti, ampak da smo anartisti, ne. To sicer ni naša iznajdba, ampak je definicija Marcela Duchampa. V francoščini se to sliši lepo, pač anartist se sliši pač približno tako kot anarhist. Ne. Skratka, v nekem smislu smo neopredeljeni, no. To je verjetno še kak bolj precizni izraz za to. Ampak seveda pa smo s tem svojim početjem smo tudi velikrat so nas seveda tudi napačno brali, pa nič hudega, ker kot rečeno, napačno branje Laibacha ne obstaja. Pač smo odpirali neka družbeno kritična vprašanja, recimo, predvsem na začetku, ki ga je prevzela pol tudi del te civilne družbe in tako naprej, ne. Sej že sam na dejstvu, da je bil Laibach prepovedan, so se dogajale debate o smislu umetnosti v odnosu do politike, kultura in tako naprej. Pač javne debate, kar precej časa, ne, ki so vključevale takšni ljudi, tudi kot je Slavoj Žižek tam v začetku 80-ih, pa do samega ZSMS-ja, ki je leta, mislim, 87 ali kdaj, na kongresu v Kršku zahteval, da se Laibach spet formalno dovoli, ne. In tako naprej. Ja. Dobro, niste se ukvarjali s politiko, ampak se je politika z vami, ne, tudi to nekaj vendarle pove, ne. Ampak gledal sem eno serijo člankov in tako naprej, ki se pojavljajo po spletu, oziroma so se vaši konkretno 40. obletnici, ne, delovanja. In bil je eden od naslovov na 24ur.com, ne, torej Laibach dvopič je provokativen leta 1980, provokativen še vedno, ne. In brez da bi se spravljal tukaj, izpostavljam en primer, ne, ampak se ne spravljam na Pop TV, to sem zasledil marsikje, ne. Mal me to zmoti, ne, ker se mi zdi, kakor da vas obravnavajo velikokrat, ne, ko narediš en tak površen, sicer seveda prerez, ne, da vas obravnavajo kot nekaj provokativnega, ne, okej, evo tukaj gre Laibach bo nekaj provokativnega naredil, Laibach ima za sabo zgodovino provokacij, ampak to velikokrat niti ni dovolj dobro razloženo in pojasnjeno, ne glede na to, kako se vi
percepirate pravzaprav, ne, je tudi stvar nas, ki vas spremljamo, kako vas mi vidimo, ne, in kako vidimo kulturo ali pač umetnost na splošno, kot marsikaj drugega, kar imamo v civilni družbi in tako naprej, ne. Zdaj, kultura je takisto zelo vseobsegajoč pravzaprav pojem, umetnost takisto, ne, in imate namene kulture za razne stvari, ne. Eden od namenov je ta, da če že ni kultura kot takšna družbeno kritična oziroma nek dejavnik znotraj nje, ne, vendarle lahko preizprašuje določene stvari v družbi, določene vzorce, dominantne ali pa ne, vzpostavlja neke nove realnosti v končni fazi. Moč je tukaj pravzaprav kot družbena moč je precejšnja, ne. In meni so v redu stvari, ki so na nek način označene lahko seveda kot provokativne, zaradi tega, ker to preizpraševanje in rušenje nekih tabujev in rušenje nekih vzorcev je velikokrat potrebno, ne. Situacionisti so recimo v Parizu leta 67, ko so napovedovali, kaj se bo zgodilo, ne nujno naslednje leto, ampak opozarjali so, da bo prišlo do neke vstaje, enostavno so rekli, mi po vonju v družbi vidimo zasmrajenost, potrebno je odpreti vsa okna in prevetriti stvari, ne. Podobno je tudi recimo ta španski literat pa filozof Miguel de Unamuno imel citat, ki ga nisem privlekel samo za to najin pogovor, imel sem ga načečkanega že na beležki na FDV-ju. Citat je, moj cilj je vznemirjati in razburjati ljudi. Ne prodajam kruha, prodajam kvas. Za moje pojme mišljeno kot ljudem je treba dati neke stvari v obliki nekih akcij, kakršnihkoli subverzij tudi, ne, zato da skozi osmišljanje teh stvari razumejo neke procese v družbi in tako naprej. Pa mene samo zanima v bistvu zdaj, kako vi vidite to, da se vas velikokrat obravnava kot provokativne recimo, ne? Pa saj mi smo provokativni, mislim, to dejansko je pač ena od naših, mislim, če kdo recimo tako konstantno provokativen, smo pač mi. In to razvijamo zavestno, jasno. In to je legitimna umetniška metoda, kot si rekel, no, ali pa pač legitimna metoda. Provokare pač pomeni priklicati, ne, poklicati, priklicati, nekako odziv. In te metode recimo v neki avantgardistični drži so enake praktično od samega začetka, od vekomaj, predvsem pa seveda od začetka prejšnjega stoletja, ko se je formirala res ta najbolj radikalna zgodovinska avantgarda. Odprite okna, to pač je, to ponavljajo vsi, to je že Kosovel izjavil in mislim, da tudi obstajajo slovenski popevki, nekje odprite okna, vojna je končana, ne, in tako naprej. Skratka, obstajajo isti modeli približno, ne. Laibach provocira zato, ker pač je to neko iskanje tudi za nas, mislim, mi smo najbolj nesrečni, kadar se znajdemo v kuldesaku, oziroma kot pravijo Srbi zelo lepo čorsokako, ne. Skratka, če ne najdemo izhoda v vsebinskem ali pa v formalnem smislu, ne, ti provociraš seveda lahko dobro, saj tudi forma je vsebina, ampak lahko provociraš ali z formo, skratka, recimo narediš, ne vem, nek radikalen zvočni koncert, kar danes praktično ni več nič radikalnega, ne samo po sebi. Pardon. Ali pa seveda vsebinsko, skratka, da vržeš, da narediš neko akcijo, ki je lahko. Tukaj je par zanimivih momentov, ne, ki je lahko množično sprejeta, ne, pa je lahko laž, oziroma ki je pač zavrnjena kot skrajno neresna in skrajno, ne vem, indolentna in pač ne. Nam se je to zdaj zgodilo v bistvu dvakrat, ne. Na eni strani imamo seveda otvoritev kaj že, smučarskega svetovnega prvenstva v Planici, ne,
kjer smo se zavestno odločili za to skladbo od Triglav moj dom, ki je recimo v veliki meri poenotila Slovence na levi in desni, ne, in so res na njo reagirali čustveno, kar je v nekem smislu provokacija, ne. Pa nismo bili nesramni, mislim, dejansko se nam je zdelo, da to je pač, zakaj ne, no, mislim, to je neka vrsta provokacija, glede na to, da je to prišlo z naše strani, ne. Na drugi strani seveda pa ta zgodba z Kijevom, s koncertom v Kijevu oziroma v Ukrajini, ki se je zgodila praktično v istem trenutku, ne, ki pa je seveda kar naenkrat so nas spet dajali na tnalo, ne, tako kot v začetku 80-ih let, približno enaka situacija je bila, ne. Kar besno, eni zato, ker so nas smatrali, da smo prorusko usmerjeni, drugi zato, ker smo sploh razmišljali o tem, da bi šli v Ukrajino in tako naprej, in ker se nismo seveda jasno izjasnili, ne, za eno oziroma za drugo opcijo. Nismo se izjasnili seveda, ker je to politična, to bi pomenila politična izjasnitev, mi pa smo apolitična skupina, ne. Ampak provociranje je legitimna metoda in še vedno moram priznati, vsak dan iščemo način, kako bi se spomnili kakšno stvar, ki bi tudi nas same postavila ven iz te neke cone udobja. Skratka, da poskušamo, da riskiramo, da lahko gremo čez rob, lahko pademo, seveda, mislim, tako kot bom poenostavil, no, tako kot pač Dončić meče iz sredine igrišča in enkrat zadane, trikrat ne zadane, ne. To se tudi nam lahko zgodi, ne, zares. Ne, se provokacije, kakorkoli jih imenujemo in definiramo, so na nek način, mislim, tudi jaz me strinjam se, absolutno potrebne in tako naprej, ne. Dokler pač se razume, da gre za kvas, iz katerega je treba pol tudi nekaj narediti, ne. To ni nujno potem na strani artistov oziroma, da bi bila to njihova odgovornost, da to naredijo, ne. Bomo predebatirali tudi te gobe tega sveta, ampak me nekaj zanima, ker bi vseeno rad naslovil vprašanje glede same, kakor jaz vsaj to vidim, lahko da se motim, ampak odsotnosti avantgarde v današnjem času, ne, čeprav je prepreden s krizami, da lezemo iz ene v drugo, ne, ampak za začetek bi me samo zanimalo, tvoj oziroma vaš, no, pogled na to obdobje 80-ih let, ne, ko je Laibach tudi pravzaprav nastal in ko so bila vsa ta vrenja in ko vse to prišlo na dan, pri nas zelo bogato kulturno in siceršnje dogajanje. Po eni strani, mogoče samo za začetek bi me zanimal tvoj pogled, meni se zdi, kot da ta Jugoslavija, v kateri smo dejansko živeli, kot da ne bi več obstajala, ne. Opažam to, da pač na desnici seveda bivši komunisti, komunjare, ne, demonizirajo to Jugoslavijo. Medtem ko nekako na tem levem družbenem polu pa opažam neko praznino, ne, so Jugoslaviji kot takšni sploh ne govori, ne. Mislim, ne vem, če se predvajajo sploh še jugoslovanski filmi, partizanski se sploh ne, so bili to filmi svetovnega formata in tako naprej. Nekam nam je ušla ta Jugoslavija, ne. Zdi se mi, kot da smo spet neka sirota, brez neke zgodovine, govorimo o državi, ne, ki pač vztrajno potem išče neko mačeho in je pač v tem procesu en B zamenjala za drugi B, torej Beograd za Bruselj, ne. Pa me zanima, kako vi, ali pa ti recimo, kako gledaš na samo to stvar, ki si jo zdaj recimo izpostavil, ne, ta odsotnost neke Jugoslavije, tudi tega obdobja dobrega in vsega dobrega, kar je bilo, ne. Ja, jaz mislim, da je seveda mislim, živimo pač v drugem času, ki je neoliberalno, kapitalistično opredeljen, ne, in to so čisto druge paradigme kot prej. Ne, da je Jugoslavija bila kakšna blazna cvetka v komunističnem smislu, ne. V bistvu ni bila, ampak bilo je ravno toliko, je bila v nekem smislu homogena, da je obstajala kot država, ki je imela velike potencijale, ne. Poleg tega seveda je, ne glede na vse svoje pomanjkljivosti, je dejansko razvijala neke prave vrednosti, ne, od bratstva, edinstva pa do neuvrščenosti,
pa do kaj je že bilo, samoupravljanja in tako naprej. To so bile, vsaj v teoretskem smislu, zelo pomembne stvari. Ne? In v tem duhu je bila takrat povezanost, ne glede na slabe zveze, pa sej vlaki so dejansko funkcionirali bolj kot zdaj, no? Je bila povezava bistveno močnejša v kulturnem in političnem smislu. Ne? Dejansko Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Beograd, to je bilo nekaj normalnega, da si se šel potrditi v ta mesta in tudi obstajala komunikacija. Tisto, kar se je zgodilo v Ljubljani, se je slišalo tudi v Zagrebu in v Beogradu in obratno. Ne? Zatka, ta neka veza je obstajala, ki zdaj ne obstaja v takšnem smislu, ne glede na to, da se mogoče pač eni še vedno trudijo, da bi jo vzpostavili, ampak mislim, da še vedno je tega nekaj, ne? In temu se reče regija. Ne? Regija, obstaja regijsko sodelovanje, tudi med gledališči in tako naprej in kulturniki, ampak ni to ta prava povezava, takšna, ki je bila takrat. Ne? In škoda je, da seveda da tega ni. Celo je, ne glede na to, da je meja med Hrvaško padla. Ne? Zagreb se še vedno zdi bistveno dalj stran od, ne vem, kot pa je kdajkoli prej bil. Ne? Ljudje ne hodijo v Zagreb ravno vsak dan. Ne glede na to, da je 1 uro stran, ali pa v Trst, konc koncu. In to je kar, mislim, mi se konstantno srečujemo s temi problemi, ker pač se moramo, ker pač poskušamo čim več nastopati v celi regiji, ne, in tudi nastopamo. Tako da vsaj v tem smislu imamo nek pogled, kaj se kje dogaja približno, ne. Seveda pa to ni to, kar je bilo v času Jugoslavije in res je škoda. Jaz mislim, da so vsaka od teh držav, če jim sploh lahko rečemo države, ne, res so smešne te države, moram reči, in ki so nastale na področju bivše Jugoslavije, ampak niso edine, se je tudi Amerika smešna. In, skratka, mislim, da se še vedno borijo sploh z vzpostavitvijo nekega svojega lastnega smisla, neke svoje lastne identitete v ekonomskem in socialnem in seveda vseh pogledih. In to, si prej rekel, da je treba ljudi razburjati in tako naprej. Kako pa jih sploh lahko bolj razburjaš, kot jih zdaj razburja cel obstoječi nered, ki obstaja, ne samo zaradi pač medijev in socialnih komunikacijskih orodij, ne, raznih Twitterjev in tako naprej. Danes res je težko vzpostaviti red, ne. Mogoče je pa red tisto, kar je treba začeti vzpostavljati, pa mogoče je to avantgardna stvar, ne. Dejansko, ker vidiš, cela država funkcionira, mislim, skrajno smešno kot en cirkus velik, kjer praktično niti zase ne vejo, kaj počnejo, ne. In to ni samo v Sloveniji, vse na Hrvaškem, pa v Bosni in v Srbiji in drugje je praktično enaka situacija, ne. In jaz mislim, da je to nek pač princip tega kapitalizma, veš, mislim, vse tudi Anglija razpada, ne, pa Francija in tako naprej, ne. Dobro, Skandinavija se mogoče drži po neki logiki, jaz ne vem, zakaj je to tako, kako da njim tam uspeva. Drugje v Evropi pa praktično ni tega nekega reda. Tudi v Nemčiji je res kaos, ne. Dobro, v primerjavi mogoče z nekim Iranom in tako naprej je to vseeno še malo bolj urejeno, ampak razlike niso tako radikalne, kot so mogoče bile kdaj prej v času kolonializma in tako naprej, ne, imperialnih velesil in reda in Avstrije in ne vem kaj, ne. Tako da, kje smo že ostali? Kaj si že vprašal? Ne, pa se gremo lahko naprej, ker še vedno se tiče Jugoslavije, ne, ker me zanima. Zdi se mi, kot da nam ni uspelo zares predelati teh nekih avtoritarnih vzorcev iz preteklosti, ne, da v bistvu sicer se naslavljajo te debate večno, ne, te debate še vedno segajo in bojo segali vse tja do leta 1945 in tako dalje, ampak to pustimo. Res.
Pojavili so se v naši družbi novi avtoritarni vzorci. Živimo v nekih novih avtoritarnih družbah, čeprav nismo daleč od tega. No? Imamo pač samo druge načine, druge vzvode podjarmljenja ali pa nekega intelektualnega zasužnjenja ljudi. Ne? Tako da tle je pravzaprav zelo bogat spekter, ne, za naslavljanje tovrstnih vprašanj. Ne. Še posebej zaradi tega, ker prihajamo iz te Jugoslavije. Ne. Zdaj sem se spomnil, kaj si prej tudi vprašal. Pa to je povezano z Ja, meni gre tudi avtoritativnimi. Vem, težko je, jaz sem tudi moral 3-krat v glavi. Ja, ne, res. Ne, to je povezano s tem, skratka, zakaj se je v 80-ih letih recimo v Sloveniji in v celi Jugoslaviji takrat dogajalo toliko tega nekega vretja, ki je seveda težilo k pač svobodi recimo vsega in tako naprej, ne. Ravno zaradi tega, ker je država začela v bistvu, ker je izgubila ta ordnung und disciplin po Titu, ne, ker je začela v bistvu v nekem smislu razpadati. Ne. Vse to se je vedel, to je že praktično Tito sam izjavil leta 72 ali 74, ki je podpisal ustavo, tisto, ki mu je kar del potaknil. Ne. Je rekel, da to je zdaj konec Jugoslavije praktično. Ne. In takrat so stvari začele seveda počasi razpadati. In po njegovi smrti pa sploh, ne, to vezno tkivo je šlo in odpele so se opcije za to, da seveda vstopi ta kapitalska logika. Ne. Vse takrat smo govorili, na eni strani imaš ti ideologijo, pač striktno ideološko, politično ideologijo, ki diktira estetske paradigme in vsebino in tako naprej. Tega sicer v Jugoslaviji vse je bilo, ampak ni bilo pa tako blazno oštro, ne, kot v kakšni Sovjetski zvezi, ne, in v vzhodnem bloku ali pa v Albaniji. V bistvu je bila obdobje v Jugoslaviji nekje od 50. pa do 80. leta je odpiralo precej možnosti za razne debatne krožke, za razne avantgardne pojave in tako naprej po celi Jugoslaviji. Ne. V osnovi se je takrat več dogajalo v nekem smislu, osvobajajočem smislu, kot pa, ne vem, pozneje, mogoče celo več kot danes. Ampak, anyway, to, kar hočem reči, je takrat, kadar začne seveda en tak sistem, en tak monolit, kot naj bi bila Jugoslavija takrat pokat, ne, po šivih, takrat se vzpostavlja največ takšnega gibanja, takšnih dogajanj, kot se je zgodil takrat v 80-ih letih, ne, od seveda kulturnih do političnih in tako naprej. In pa recimo podobna situacija je bila v Sovjetski zvezi oziroma v Rusiji od 90. leta naprej pa do, ne vem, do pojave Putina, ne, kjer je vladala praktično totalna svoboda, čisti kaos in podobne stvari so se dogajale tudi drugje, tudi v Ukrajini, recimo po Majdanu ali pa tudi že prej, se mi zdi. In pa tudi na Kitajskem v nekem obdobju, ne, tudi, čeprav se zdaj recimo, mislim, da so stvari bolj restriktivne spet, ampak ko obstaja nek ta razpad nekih teh političnih in veziv in nekih vrednostnih veziv, ne, in seveda za celo vzhodno Evropo, za vse tiste, ki smo prestopili iz komunizma v kapitalizem, je bil to absolutno radikalen pretres, ne, in v takšnem pretresu se dogaja marsikaj, no, do najbolj radikalnih, ne vem, zadev in v vseh pogledih. Ne. Kar nas pripelje do danes. Ne. Zdaj, če zanemarimo ta glavni faktor, za katerega nihče ne ve, kaj nam bo pravzaprav še prinesel, ne, to so pač te podnebne spremembe, govorim seveda o globalni ravni, ne, pove dovolj recimo to, da jih v Pentagonu v dokumentih podnebne spremembe imenujejo, torej v ednini, kar je climate change, ne, imenujejo threat multiplier, ne.
torej množitelj groženj, ne, ampak nasploh lezemo iz krize v krizo. To zdaj jaz ne oznanjam nekega alarma. Ne. Meni je to bolj zanimivo iz tega vidika, te neke odsotnosti, pač te neke avantgarde, namreč krizna obdobja, krizni časi so se zgodovinsko gledano vedno izkazali, vsaj v moderni dobi, za plodna tla, za vznikanje različnih gibanj. Seveda marsikatera so bila avantgardna in potem šla v popolnoma drugo smer, to so bili futuristi recimo, ne, ki so potem na koncu zelo izrazito podpirali fašizem do konca in tako naprej, ampak kako gledaš recimo na to obdobje, v katerem smo zdaj, če to obdobje nekako zaokrožim tja od leta 2008-2009 naprej, ko nas je najprej udarila ta svetovna kriza, ne, ki se marsikje še ni končala, ne, oziroma čutijo njene posledice. S tem obdobjem 1980-ih v Jugoslaviji. Ne. Jaz se zavedam, da je to vprašanje zelo obsegajoče. Ne. To zveni že kot podnaslov neke zelo debele knjige. Ne. Ampak to, kar me v resnici najbolj zanima, je to, kje vidiš razloge, da danes ni tega vrenja avantgardnega ali na kakršenkoli način bolj revolucionarnega, radikalnega, napram vašim lastnim izkušnjam in vsemu temu, kar ste doživeli tudi kot del te zelo pisane družbe, takrat v Jugoslaviji ali v Sloveniji, kakorkoli to zdaj zaokrožimo. No? Ja, mislim, kar se krize tiče, jaz mislim, da je to itak princip kapitala. Ne? Pač, mislim, da se kapitalizem lahko oplaja samo skozi krize, iz ene krize v drugo. Ne. To je enostavno, vse tudi vojna je seveda eden od veznih, vojne so eden veznih tkiv kapitala in tako pač kapital funkcionira. Ne. Zares ne. Tako da jaz mislim, da kriza samo po sebi seveda ni nič novega oziroma mogoče tudi ne nič slabega, razen seveda te podnebne krize, ki jo bomo vsi plačali. Drugače pa, če pogledaš nazaj, še vedno nismo v obdobju prve oziroma druge svetovne vojne, ne, ki so bile res velike svetovne krize. In te krize, ti socialni in politični nemiri so se dogajali zares konstantno, ne, od 60-ih let naprej, vse vemo, Vietnam, Korejska vojna in ne vem kaj, konstantno so bile. Mogoče ne v sami Evropi takoj po drugi svetovni vojni, ne, so se pa zato drugje pač te vojne dogajale in te krize in nuklearne krize, kubanska recimo in tako naprej. Zraven pa seveda ekonomija, ki je funkcionirala pač skozi svojo neusmiljeno logiko, ne, kapitalsko in tako je. Kar se tiče pa te avangarde, ne, vprašanja avangarde, zanimivo je, se mi zdi, da se je večina zgodovinskih avangard vzpostavljala na teh velikih prelomnih dogodkih zgodovinskih, ne, recimo ob izumu tiska. Takrat se je ogromno stvari spremenilo, mislim, to je zdaj že predaleč, da bi lahko sploh znali definirati natančno, kaj se je takrat zgodilo, ampak se je. Vemo, da se je takrat marsikaj v sami percepciji umetnosti in recimo v založništvu, ne, ker prej vemo, da so knjige pač prepisovali v samostanih in so si jih pač tudi po svoje prirejali, na kar z izumom tiska so pa te stvari seveda takoj sprožile neka nova estetska gibanja, ne, radikalno, ker sledila so ena za drugim. Ne. Pol naslednji takšen velik premik se je zgodil z izumom fotografije. Ker naenkrat ni bilo treba več delati figuralne umetnosti, ne, portretne umetnosti in tako naprej. Ne. In se je na tem polju znotraj slikarstva kar naenkrat se je vzpostavila čisto nova percepcija estetskega. Ne. Od impresionistov pa preko Cezana in pol pozneje seveda futuristov, kubofuturistov, ne vem, Dišana in tako naprej. Ne. In takrat, to so bile te najbolj radikalne avangarde, ne, ki so, ali pa v prvi revoluciji industrijski, drugi industrijski revolucije, ne, in tretji in tako naprej. In zdaj mislim, ne vem, katero že živimo, v katerem času, ampak zdaj seveda zadnja bistvena, največja revolucija je pač
internet, ne, medmrežje in pa mobilni telefoni, ne, in socialni networki, ki nas kar naenkrat spreminjajo v Truman Show. Ne. Zanimivo, da eden najbolj zanimivih umetniških, če hočeš, ali pa socialnih eksperimentov, ne, v zadnjem času, lahko tudi avangardističnih, lahko pa samo kapitalskih, ne vemo točno, se je zgodil v Ukrajini, v Harkovu. Kako je že ime temu človeku? Ilija Križanovski ali nekaj v tem smislu. Nek mlad ruski umetnik, lahko da je tudi ukrajinski, ne vem točno, je enostavno dobil precej veliko finančno podporo, govori se od 25 milijonov do 100 milijonov, od nekega ruskega tajkuna, ki je pač bil pripravljen podpreti to stvar, zato da je praktično v Harkovu v nekem zapuščenem bazenu zgradil neke vrste Truman Show, in sicer komunistični Truman Show, kjer je več tisoč ljudi prebivali 10 let ali nekaj takega, in so dobesedno so bili oblečeni živeli so tam, jedli so pač to, kar se je jedli v Rusiji, dobili so plače v rublih in tako naprej. To je kar znana stvar, če boste malo scrollali po internetu, boste to najdli, temu se reče DAO projekt. DAO projekt, in sicer projekt je posvečen ruskemu atomskemu znanstveniku Levu Landau, če se ne motim. Skratka, zato se to imenuje DAO projekt in je nekako delan po njegovem življenju. Ne. Ampak največ to se, da se je sicer snemalo, ampak ne z 100 kamerami, ampak samo s parimi kamerami to življenje, ne, v tem pač gulagu zaprtega tipa. In zdaj prihajajo ti filmi na dan, ne, počas. In je precej provokativna stvar. Mislim, da prvi film je bil tudi predvajan na Berlinalu in pozneje je bila stvar predstavljena v Parizu in zdaj v Londonu in počas, skratka, ti filmi prihajajo na dan. Materiale je menda za, ne vem, 700 ali bistveno več ur. Scenarija ni bilo nobenega, ampak je bilo dejansko dogajanje, ki se je tam dogajalo. Od radikalnih momentov, celo do posilstva in tako naprej. Ne. Čeprav je vse skupaj bilo koncipirano kot nekakšna estetska akcija, estetsko-socialna akcija. Ne. Neke vrste pač komunistični Truman Show. Ta projekt načeloma še vedno funkcionira, ampak funkcionira, mislim, da vsaj od leta 2005 pa do 2018. S tem, da tja so hodili tudi razni ti veliki mednarodni umetniki, od Marina Abramoviča do Briana Ina in tako naprej, kot neke vrste gostje. Nekateri so takoj šli, drugi so ostali, eni so prebivali noter, ampak to je en ta projekt, ne, seveda, ki lahko pač spet nastane samo v določenih pogojih. Moram reči, že sem spoznal pozneje tudi kakšne druge te ekstremne ruske projekte. V Rusiji tega bilo precej, pa tudi zdaj izven Rusije, ne, v Franciji, ki jih res pač financirajo ti ruski oligarhi, ne, ki želijo pač podpreti, ne vem, razne artiste in tako naprej, ne. Ampak to je možno samo v nekem določenem obdobju, ne, takšna stvar, ne. Je pa blazno zanimiv ta DAO projekt. Na koncu je to mogoče celo, eni so ga kritizirali, kot da se spremenil v ta stanfordski eksperiment, ne, in tako naprej. Kaj smo že ostali? Avangarda. Če je možna avangarda. Ja. Jaz mislim, da recimo, če bi bil jaz Janša, ne, v času njegove vladavine nedavne, ne, bi dejansko
poskušal razumeti to, kar se je dogajalo na cestah, ne, ti protesti, ki so bili kreativni. Ne. To je bilo zelo kreativno, ni bil samo to, kar se gre zdaj Rupar, pač precej neinventivno, ampak to so bili kreativni protesti, ne. To so bili v nekem smislu, veš, ta živa akcija, ne, socialna akcija, recimo samo on znameniti projekt pred Ministrstvom za kulturo z tisto krvjo in mizami in tako naprej. Ne. To je relevantna inštalacija, ne, ki je seveda tudi družbeno kritična, ne. Ampak v eni takšni situaciji, jaz mislim, da so bili to res pač recimo neka možna avangarda. Ne. Vprašanje je seveda, če je danes avangarda striktno v estetskem smislu sploh možna. Ne. Zakaj? Zato, ker nas dnevno bombardirajo pač novi sistemi, novi miselni sistemi, kakršen je artificial intelligence, ne, ki pač dopušča vsakem res izjemno kreativnost, ne. Veš, in to je nek ta nov moment. Ne. Verjetno obstaja tudi neka urbana, seveda obstaja tudi neka urbana avangarda, konec koncev so hekerji, ne, seveda lahko funkcionira avangardno. Tudi Anonymous je v nekem smislu recimo nek tak širši, družbeno kritični, pa tudi estetski moment, vsi drugače ne bi bili tako Zares so vse te avangarde, ki so obstajale, ne, vključno s Črnimi panterji, so bili tudi estetski projekt, ne samo politični. Ne. Zdaj, kaj sem jaz zdaj hotel vprašati? Saj mislim, po eni strani so stvari tudi v naši družbi, v današnjem času, ki jih lahko vrednotimo za neke vrste avantgardo. Sem da jaz bi tukaj rad samo zelo jasno povedal, da tega nisem nikoli ne študiral na nobenem faksu, torej ne filozofije in tako naprej. In tudi sicer nisem zares poglobljeno študiral vseh teh gibanj, da bi jaz potem lahko tukaj z mikrofonom v roki sodil, kaj je avantgarda, kje je avantgarda in tako naprej. Ampak sem pa bil prisoten v številnih debatah, v katerih so se tudi veliko pametnejši ljudje od mene to spraševali. Ne. Za voljo pač resnice, pa predvsem zaradi tega, ker si to zaslužijo, ne, imamo v Sloveniji, obstaja na nek način avantgarda, tudi oni sami sebe tako vidijo, ne. So taka bolj ekskluzivna stvar, predvsej nova tudi v družbi, in sicer gre za te mlade pesnice in pesnike, ki se organizirajo skozi založbo Črna skrinjica, imajo kar nekaj nastopov po Ljubljani, tako da če kdaj vidite kakšen plakat, pojdite to pogledat, ker si zaslužijo. In sicer, zakaj so zame konkretno recimo avantgarda ali pa avantgardni, ker predstavljajo predvsem mlade pesnike in pesnice, ki uporabljajo sodobni jezik, ki naslavljajo to, kar pač oni živijo, to, kar imajo oni zapovedati, ne. In v bistvu hkrati se zoperstavljajo temu establishmentu, zasidranem v penu, v tisti stavbi, ne. Tam bi bilo res treba odpreti ta okna, ne. In morda koga tudi skozi kakšno okno vrčmen. Mislim, meni je žal, ampak jaz to resno mislim. Vem, da je prišlo do veliko razburjenja s strani tegale establishmenta, kot oni sami sebe vidijo v tem penu velikokrat, zaradi neke pesniške zbirke z naslovom Bog si ga drka na nas. Ne. In tu je bilo potem veliko moralne in osebno verjamem, hinavske vzhičenosti in tako naprej, češ kaj je pa to in to ni primerno, to malo da ne je treba cenzurirati in tako naprej. In potem so se pojavili ljudje, mladi ljudje, ki so se z vso predanostjo in ljubeznijo do poezije in do nekih novih metod in načinov pripovedovanja nekih stvari organizirali v to založbo
črna skrinjica in v celo to svojo kulturno sceno, ki jo zdaj ustvarjajo. To je relativno nova stvar in je kot vredno, kot že povedano, vredna ogleda. Jaz sem tu tebe, izvoli, prosim. Sem mogoče dve stvari. Skratka, seveda, če daš tak naslov pesniški zbirki, pol jasno, da težko protestiraš, da te napadajo. Ne? Mislim pač, to je logično, ne? Da te bojo napadli. Ne? In jaz mislim, da je tudi namerno pač ta naslov postavljen zato, da seveda izziva, kakšen bi bil to izziv, če ne bi bilo nobenih reakcij. Ne? Logično. Jaz mislim, da je to del te poetike. Ne? Ni pesem sam tisto, kar zdaj bom pa jaz to vrgel na papir, pa bom nekje prebral, pa bom dal nek spektakularni naslov, ampak je tudi vse tisto, kar pride za tem, ne? Če gre za te vrste izziv. Ne? Skratka, vsaj mi smo to vedno tako razumeli. Ne? Nas, ki smo napadali, mi smo komi čakali, da se je kdo napadal, da smo lahko sploh vzpostavili pač neko vse šlo isto za neko poetsko debato, vse z naše strani. Mi pač nismo se niti branili zato, ker se nam ni bilo treba braniti. Mi smo samo izzivali, da smo čim več dobili teh odzivov. No? Mislim, to je bila naša publika, najboljša. Ne? Najboljša publika je bila, seveda, so bili Zveza borcev in tako naprej. Ne? Druga stvar, ki bi samo tukaj omenil, je to, ki si izjavil mladi pesniki in mlade pesniki. Zakaj samo mladi? Saj pač, veš, kje so pa stari, no? Mi smo že sicer tudi v letih, no? Ampak jaz mislim, da avangarda, pač, da to ne bi smelo biti konec koncev razumljeno, samo nekaj, kar delajo mladi ljudje, ki so še dosti naivni, da se bojo s tem ukvarjali. Ne? Ampak mislim, da v tem smislu recimo cenim gesto, ki je napravil Boris Novak pred parlamentom, ne glede na to, da je bila res politično angažirana, ampak bila je estetska gesta, bila je poetična gesta, ne, ki je bila pretresljiva. In tudi to, kar je Svetlana Makarovič naredila v Cankarjevem domu na tej, kaj je že, Prešernovi nagradi. To je bilo v nekem smislu pretresljivo in je doseglo nek svoj namen, ne, konec koncev. Ne. To je bila estetska gesta. Skratka, zakaj samo mladi? Ne, a veš? Ti lahko odgovorim zaradi tega, ker je to hočeš nočeš naključje. Dejansko so mladi. Ne gre pa za noben način, mogoče sem jaz to malo preveč poudaril z nekim zanosom in zato je tako to tudi izvenelo. Ni bil pa to niti moj namen. Ne gre za nikakršno izključevanje, sploh pa ne za priseganje na to, da imajo pa samo mladi nekaj zapovedati. Jaz sem bil nedavno na recitalu, ne, in dejansko so mladi, ne, oziroma mlade, ne, zato sem to nekako poudaril, da bi pa to bila generacijska stvar, to bi bilo pa zelo narobe, seveda. Vsako izključevanje v tem pogledu, ne, bi bil strel v koleno, če ne kar v obe. Ne. Druga stvar, ki sem hotel omeniti, je, ker si rekel, da ti pesniki in pesnice pač berejo te svoje poezije. Rad bi sam upozoril na en moment, na eno anekdoto. In sicer Leonard Cohen, ki je bil precej kvaliteten pesnik in literat, ne, ampak je neuspešen finančno, ne, skratka, skrajno neuspešen, dobil je že nagrade, pa je bil že, mislim, da je 30 plus star, ne, ampak nikakor mu ni uspelo, ne, na kar pa je Bob Dylan menda omenil, še rekel, pa dej vzam še kitaro zraven, ne, pa malo to odpoj, to poezijo, boš videl, kak efekt bo, ne. Čist drugač bo. To je pač anekdota, ampak to sem zanalaš omenil, zato ker se mi zdi, da se je v nekem momentu, da se je prava avangarda dogajala, in tukaj smo mi, seveda tudi, pač govorim tudi o nas samih, ne, znotraj popkulturnih gibanj. Vse vemo, konec koncev, Andy Warhol je bil apostol pop arta, ta, ki je najbolj radikalno definiral, kaj to pop art je. Ne? In mislim, da avangarda v takšnem obdobju, v takšnem času, ki je medijsko prenasičeno, ki je toliko atomizirano in toliko
seveda sprepleteno z mediji in tako naprej, da lahko funkcionira samo tudi res skozi medije, ne, čim glasneje po možnosti in v nekem momentu se je ta avangarda res začela dogajati znotraj pop kulture, znotraj pop glasbe. David Bowie je klasičen primer. Ne, tudi pač Beatles in ne vem, Rolling Stones, Velvet Underground in tako naprej, Sex Pistols in konec koncev tudi Laibach, no, če smo že pri tem. Ne. In kaj so že bili zgodni reperi in hip-hoperi in jazzisti in bitniki in ne, tega je precej. In tudi koncu zadnja ta subkultura, ki bi lahko bila avangardna in mogoče tudi je bila do neke točke, recimo rave kultura, ne, se to je bilo neko zanikanje, neka recimo, ne vem, prisiljena dekadenca, neko zavračanje logike pač in tako naprej. Seveda se vsaka taka stvar slej ali prej spremeni v svoje lastno nasprotje, ne. Tako, kot se je tudi pop kultura, tako, kot se je večino te glasbene scene, ki je postalo konzervativno, retardirano in tako naprej, ne. Ampak vsak tok časa se pa res pojav tudi znotraj te scene kdo, ki pač vzdržuje, ne, ta nek krik, ki je recimo provokativen, no. Mislim, ki je potreben za to, da se, no ja, sej, ki je provokativen. Tudi David Bowie je na stare leta pač seveda izgubil ta naboj, ne, ampak se, ne glede na to, on se je blazno trudil tudi z zadnjimi albumi, ne, da bi še vedno bil, da ne bi bil ujet v te neke svoje klase, v neke že predelane obrazce, ne. Zelo se je trudil. Zdaj ne vem, jaz mislim, da mu ni najbolj uspel, ampak se vse ne igra vloge, ne. Mislim pa, da je pač je držal neko konsistenco, no, skratka, David Bowie kot star človek, ne. Tukaj je bil enkrat, mislim, da lani, ali kdaj, pa se vseeno, Marcel Štefančič junior kot gost, njega sem tudi vprašal, okay, kam je zdaj šla ta avantgarda. On je vehementno zaupil, da je šla v virtualni svet. Avantgarda je zdaj tam, ne. In po eni strani ja, ne, jaz nisem na družbenih omrežjih, ponovno ne morem soditi, lahko recimo gledam od daleč in vidim, kaj dela to družbi vse skupaj, ne. Dobro je za pogledati, ne, omenil si tudi umetno inteligenco, ne. John Oliver, če poznate, ne, Last Week Tonight, njegova oddaja je dostopna na YouTubeu v celoti, če vtipkate John Oliver pa Artificial Intelligence, boste dobili zdaj, pred parimi tedni je posvetil oddajo tej temi, ne, in je jako zaskrbljujoča. To, s čimer on konča, ne, nekako zaključi to oddajo, pravi tako, da ja, imamo umetno inteligenco, ne, saj imamo jo že dlje časa, ampak zdaj jo imamo na način, kot zdaj to spoznavamo, ne. In v bistvu njega skrbi približno isto to, kar tudi mene, namreč tako, ko je on to zelo lepo povedal, je rekel, sej Instagram, ko je prišel na dan, ne, sej to ni bilo predstavljeno javnosti, češ, to je pa orodje, ki bo uničilo samo podobo najstnikov, predvsem najstnic. Za Facebook nam tudi ni bil predstavljen kot orodje, ki bo pomagalo pri izvajanju genocidov, ne, kar je bil najhujši primer prav v Mjanmarju, ne. In tako dalje, ne. Tako da to je pravzaprav to, kar mene skrbi, ne. Če je avantgarda nekje v virtualnem svetu, jaz se pravzaprav še ne prepoznavam, je ne vidim. Ponavljam, nisem pa nikakor strokovnjak. Bomo videli, kaj se bo iz tega izcimilo, ampak ena stvar, ki jo je on še tukaj zraven dodal, ne, je rekel pač to, ne, v povezavi z vsem tem, ampak debata je bila zasnovana tudi širše. On je rekel, da
v 80-ih letih to, kar je bila prednost, ne, da pač karkoli si zabrenkal, da je bilo to nekaj novega. Ne. Tako da očitno niti ni bilo treba znati te 3 akorde, po njegovem. Ampak rekel je, da takrat so se ljudje lahko individualizirali, ker je obstajala skupnost, ne, in da skozi to si lahko se ti individualiziral. In tudi tukaj, evo, imam kopirano iz vaše spletne strani, ne, kjer ste vi dajali poudarek že na samem začetku na tem kolektivnem delu. Ne. Sicer znotraj katerega ste šli razgraditi to individualno avtorstvo, pa vendarle, ne, šlo je za to, za te kolektivizem in tako naprej. Štefančič opozarja na to, kaj se je zgodilo v vsem tem obdobju vmes, oziroma do časa smo prišli zdaj, do tega, da je skupnost pravzaprav razpadla. Ne. Da je zaradi tega toliko razpršenih posameznikov in atomiziranih in tako naprej. Ne. Da konkretiziram to neko vprašanje, jaz to vidim, morda vidim prav, nisem pa ziher, ampak ena od posledic vsega tega, te razpršenosti bi morebiti lahko bila ta, ne, da v zahodnem svetu, tako imenovanem razvitem svetu, kjer imamo dejansko čas se ukvarjati s temi stvarmi, postajamo vse bolj obsedeni z identitetami. To je nekaj, kar res opažam. Ne. Imate na skrajno desnem polu, da ga tako imenujem, ali pa recimo desnem polu, ne, pač je identiteta, je vprašanje. Ne. Torej, že sami ti skrajni desničari, nekateri, ki se združujejo v te skupine, ne, ki se imenujejo potem generacija identitete, stavijo na neko skupno identiteto. Ne. Njihova politika je sejanje sovraštva tudi znotraj te bele identitete, za katero pravijo, da se zavzemajo. Skratka, je popolnoma zgrešena neka poanta na njihovi strani. Ampak potem vidim tudi na tem levem ali pa skrajno levem, ne vem, ko bi tukaj rekel, polu, vidim pa tudi ukvarjanje z identitetnimi politikami. Jaz to razumem že kot neko obsedenost, ne? Od spolnih identitet do vsega tega in tako naprej. In enostavno vidim, da nam nekako gori ta skupna neka hiša, mi se ukvarjamo z identitetami. In to se meni zdi, da tukaj zidamo nek labirint, iz katerega pač ni nekega izhoda, ali pa je izhodov vedno manj, ker jih pozidavamo. Pa me zanima, kako, ali ima to sploh, kar sem zdaj rekel, in napletel kakršenkoli smisel, kakšni so mogoče tvoji pogledi? Ja, pač, mislim, seveda, identiteta je bistvena. Jaz mislim, da vsi se ukvarjamo s tem problemom, ne? Kako poiskati svojo lastno identiteto in kako v bistvu jo umestiti v neko širše okolje in tako naprej. Vse to je star problem, ne, zares. Predvsem pa v takšnem razbitem svetu, kakšen je zdaj, kjer so seveda vse te klasične vrednosti porušene, ne. In seveda tudi ta spolna identiteta je iskanje pravice do svobode, recimo tistega, kar je bilo nekoč zatrto in tako naprej. Jaz mislim, da to je neko pomembno vprašanje, ne, ki se radikalno odpira in prav je, da se odpira. Ne. Seveda pa to ni edino vprašanje, ne. Je pa zelo bistveno, se strinjam. In mogoče pa v tem času ljudem ne preostane kaj bistveno drugega, ker to vprašanje spolne identitete, ne, sploh recimo mlajšim ljudem, ne, ki zdaj bom mogoče bil krivičen, ampak v neki meri je to tudi sodobno urbano vprašanje, sodobno modno vprašanje, no. Danes, če seveda nisi najmanj gej, pol praktično si absolutno zaosmeti, ne, v nekem smislu si zastarel, no. Tako da to je, ne, tukaj se dogaja avangarda, saj na tem spolnem nivoju. Ampak kaj sem jaz hotel nekaj drugega opozoriti? To, kar si rekel, da je Marcel, da je rekel, da se je avangarda preselila v virtualno. Obstaja možnost, da se to zgodi, ne? Obstaja možnost, ampak se bojim, da bo seveda
da bo zgubljena med utilitarno virtualnostjo. Ne. Obstaja cela kultura teh igric in igričarstva in tako naprej, ne, kjer je veliko prostora za subverzijo. Ne. Vse poznate, vse ste videli, vsi poznate te igrice streljanja, ne vem, zombijev, pa ne vem, mislim svašta, teh igrice, ene so res radikalne, ne, in tam noter obstaja res ogromno možnosti za neke subverzije, ampak jaz jih še nisem jih še zasledil. Vem, da obstajajo artisti, ki poskušajo vzpostaviti ta nek virtualni svet subverziven v kontekstu igric, ne, tudi mi pripravljamo eno igrico, moram reči. Ampak nisem še videl nič, kar bi bilo zares uporabno. Pač pa je, tisti, ki poznate nadaljevanko, britansko fantastično nadaljevanko Black Mirror, tam je enih par serij, enih par teh nadaljevank, ki se ukvarjajo s tem problemom. To je pač kompletna serija, je res negativna utopija oziroma distopična serija. Ne? In tam je dejansko nekaj par teh serij, ki se ukvarja točno s tem problemom, ki igrica odpira možnost, da postane resničnost, ne? In obratno. Par zelo dobrih nastavkov. No? To si pogledajte, tisti, ki si niste. Black Mirror, mislim, da je na Netflixu ali pa nekaj v tem smislu. Ja, vprašanje identitete pa lahko sam potrdim, da je to mogoče ključno vprašanje, ampak za avangardo to niti ne bi smelo biti neko vprašanje. No, zares. Pa sej, pri meni, kar se mene tiče, je edina ni edina, ampak kritika, ki jo resnično usmerjam v iskanje teh različnih identitet. Pa ne motijo me to, da so spolne identitete ali pa kakorkoli, ker išče se veliko identitet, ne, niso samo te. Mislim, da s tem izgubljamo pač uvid v nekaj, kar bi nam moralo biti pred vsemi nami, in to je ta razredni boj. Opažam, da veliko teh identitet, iskanja teh identitet, da to postajajo na nek način tržne niše. Opažam že dalj časa, kaj pop kultura kot takšna, tudi rap, hip-hop glasba, ki se je popolnoma sprevrgla v neko svoje konkretno nasprotje, v neko retardiranost, ta beseda mi je bila všeč, ker si jo prej tudi omenil. Kam pravzaprav vse to vodi? Ne? Vse je naravnano v stran od teh stvari, ki bi jih mi morali imeti pred seboj. Feminizem recimo je zame, jaz ga gledam samo izključno skozi razredni boj, kot marsikaj drugega. Jaz smatram, da ljudje ne morejo biti in ne bomo osvobojeni vsega tega, dokler se ne bomo nekako osvobodili skozi, ponavljam, razredni boj. Mislim, mimogrede živimo v svetu, v katerem 8 fizičnih oseb ima toliko bogatstva v svojih rokah kot revnejša polovica človeštva. Ko sem jaz 20 let nazaj začel se ukvarjati, takrat sem bil zelo aktiven na tako imenovanih antiglobalističnih demonstracijah. Mi smo jih seveda govorili alterglobalistične demonstracije, ker smo želeli drugačno globalizacijo, nismo bili proti globalizaciji kot takšni. No, teh 20 let nazaj je to veljalo za 8 korporacij, da je imelo toliko bogatstva kot revnejša polovica človeštva. Tako da to so stvari, ki mene skrbijo. Jaz daleč od tega, da bi odrekel komorkoli osebno svobodo, mi tega potrebujemo več, absolutno. Ampak jaz dejansko mislim, da gremo čedalje bolj stran od tega. Ne? To je to, kar me nekako skrbi. Ne? Mislim, govoriti o osebni svobodi danes je pa res iluzorno, se mi zdi, no? Glede na to, da živimo v času dominacije telih, mislim, da pač naši mobiteli več vejo o nas, kot mi sami, ne. To pač je iluzija, skrajno osebna svoboda. Na to pozabimo, ne. Razredni boj pa se strinjam, ampak tukaj treba najprej definirati razrede. Vse niso definirani, mislim, zares. Obstaja, jaz ne vem, če je tistih 6 ali koliko 10 ljudi najbogatejših, če je to razred, ne. To je pač neka kasta, ki stoji sama zase, ostali pa, če bomo to definirali v razrede, mislim, jaz ne vem, a se to da sploh, mislim, v Angliji včasih je bilo precej jasno, kaj so razredi, ne, ekonomski, zdaj pa to ni več tako jasno, ne, tudi v Angliji, ne.
srednji razred pač povsod izginja, ne? A govorimo o teh razredih ali kaj? Ampak ja, razredni boj je seveda ključna stvar. Mislim, da mogoče niti ne toliko prosti za umetnost, ne? Ampak za pogoje, ki ustvarjajo možnost za seveda samo umetnost, ne? Oziroma avangardo. Ne maram besede umetnost, se opravičujem. Če se kdo spomne kakšne druge. Jaz imam v bistvu, mislim, da, ne, imam ogromno še vprašanje, ampak bom postavil zadnje, pa pol z veseljem vam podal mikrofon ali pa kakorkoli bi to udejanjili, če bi še kdo hotel kaj vprašati. Zdaj bomo sicer skočili, veš, nismo obdelala tega Kijeva, se ni bilo niti potrebe. Se ta Kijev, recimo, to je klasičen problem, prosti, če Kar, prosim. To je bil klasičen problem. Bom tako rekel, seveda eni trdijo, ki so to sledili, kar se je dogajalo, ne, trdijo, da je v bistvu operacija uspela, ne, čeprav je pač, ne, čeprav je nismo prispeli do Kijeva. Jaz verjamem, da mi smo imeli pripravljen res nek duhovit program za Kijev in mislim, da bi dobro funkcioniral. Žal je bolnik mrtev, ne. Moram še enkrat poudariti, da je ta nesrečni promotor, ki je organiziral naš koncert, po odpovedi 3 dni pozneje je doživel srčno kap in je umrl. Mi nismo nič krivi, to smo tudi hoteli izjaviti, it's not our fault, ampak to se je zgodilo, ne. Tako da verjetno koncerta nikakor sploh ne bi bilo. Je pa zanimivo, da so na isti dan, ker naj bi bil ta naš koncert, ne, je prišel seveda premier Golob v Kijev in 2 dni prej je bil pa tam Janša, ne, skratka, vsi so prišli na koncert, ki se ni zgodil. Ampak glavni problem z naše strani je bil v tej komunikaciji z Ukrajino je bil ta, da smo podcenili v bistvu problem njihovega boja za identiteto, za njihovo lastno identiteto, ne. To smo res malo pocenili in nismo tega razumeli in zato nas je tudi seveda ta promotor opozoril, vi nič ne razumete. Vse, kar je rusko, je nezaželeno. Omenjati rusko je nezaželeno, skratka, vi tega ne razumete in razumem, da vi tega ne razumete, ampak za nas je to pač velik problem, ne. Problem identitete, ne. Oni se morajo vzpostaviti pač najprej kot država in kot nacija in kot lastna kultura, ki ni ruska. Problem je seveda v tem, da imajo pač približno tretjino ruske populacije v Ukrajini. Problem je v tem, da seveda tudi do te ruske populacije niso bili najbolj korektni, ne, v tem obdobju osamosvajanja. In problem je v tem, da zanikajo, da nočejo razumeti in da absolutno zanikajo, kaj se bo zgodilo pozneje, recimo, če se bo Ukrajina seveda absolutno osamosvojila kot država in se bo seveda odprla Zahodu in zahodnemu kapitalu in NATO in Ameriki, ameriškim političnim interesom in tako naprej, ne. To oni nočejo slišati sploh. Ne, se situacija, kot jo recimo, to je res pošastno dolga tema, jaz poskušam o tem napisati knjigo, za katero že zdaj vidim, da bo kar debela, ne. Samo na podlagi mojih 4 obiskov Ukrajine, pravzaprav, da razložim nekako to kompleksnost same njihove družbe, ne, ki je resnično prepletena, ne. Jaz imam prijatelje tam, ki imajo v sebi tako belorusko kot rusko kri in tako naprej. Razumem, da Harkiv, kjer sem bil, oziroma Harkov, plačuje izrazito visoko ceno, kar se tiče tega bombardiranja in raketiranja konstantno. Tudi zaradi tega, ker ruski vojski tam ni uspelo osvojiti mesta v prvih dneh invazije, ne, kar je Putin dejansko pričakoval, tako da vsaka bomba, ki pade tja, je maščevanje za to, ne. To je zelo kompleksna stvar.
Mene tako ful boli, ko se vračam nazaj in ko vem, ker vidim tam stvari in vem in vidim, kako nikomur tam v Ukrajini ni problem, da se z mano v ruščini pogovarja, če ocenijo, da bom na ta način lažje razumel stvari. In res ni problem. In se pogovarjamo v ruščini. Učim se pa tudi ukrajinsko, kot marsikateri Ukrajinci pravzaprav, ki do danes pravzaprav niso govorili ukrajinsko, predvsem na vzhodu pa jugu države. Ampak res mi gre na živce, ko določeni posamezniki, če prihajajo iz kulturnih krogov ali pa političnih ali kakorkoli, so pa recimo Ukrajinci stacionirani v Kijevu, Lvivu oziroma Lvovu, kakorkoli, potem govorijo v imenu naroda, kot češ ukrajinska umetnost je mrtva, morate jo bojkotirati, morate jo zanikati, ruska in tako naprej. A sem rekel ukrajinska? Ja, se prečujem, torej ruska, seveda, pardon, ker ne govorijo v imenu vseh ljudi, tako kot tudi mene Štajerska Varda nikoli ni predstavljala. In tako zelo enostavno so te zadeve. Bi pa rad zaključil s tem, to v bistvu ne bo niti vprašanje, Bi rad povedal za konec nekaj lepega. Zdaj, edino, kar sem zafrknil, je to, da sem pozabil kopirati še ime tega ruskega pisatelja Rina Mihail Šiškin. Šiškin je, pa se meni se zdi, da je. Imel je, torej on je Rus, ni iz Ukrajine, mislim, da je iz Moskve, ampak živi v Švici že vrsto let. In on je eden od teh ruskih glasov, ki pač iz zelo varne razdalje seveda, ampak obstajajo pa tudi v Rusiji ljudje, ki se zoperstavljajo režimu, velikokrat potem iz zaporov. Ki je nekako v intervjuju za britanski časnik The Guardian povedal, jasno obsoja vojno, obsoja ruski režim in tako naprej. Problem niso Rusi kot Rusi, problem je ruski režim. In problem so sleherni takšni režimi in takšni ljudje, kjerkoli že so. In on pravi zase tako v tem intervjuju, torej ta Mihail Šiškin, zame je to zdaj misija. Moja misija je, da naredim vse, kar lahko, da povrnem neko dostojanstvo ruskemu jeziku. Glavni sovražnik ruske kulture v njegovih očeh je ruski režim. Morali bomo graditi mostove. To bo bila nova velika misija. Te mostove, za katere on govori, da jih bo treba graditi, seveda med Ukrajinci in Rusi. Tako kot tudi lepo pravi v samem intervjuju, sovraštvo je bolezen, kultura je lahko zdravilo. Jaz se spomnim, ko sem bil v Beogradu leta 2001 prvič, na obisku pri enih prijateljih anarhistih, spoznali smo se v Italiji. In mi anarhisti nismo obremenjeni z nacionalizmi, z nekimi režimi, kakršen je bil Milošević in tako naprej. Ampak to je bilo leta 2001, Srbija je bila nazadnje bombardirana leta 1999. Za njih se je ta vojna, celotna ta epizoda 90-ih let šele končala. In jaz prav vem, da ko smo bili mi na obisku pri tem mojemu prijatelju Ratiborju, skupina Slovencev, skupina Beograjčanov, Srbov, mi smo najprej se morali usesti, pa mi smo bili vsi stari takrat nekih, jaz sem letnik 79, vsi smo bili tam okrog 20 let. Mi smo najprej se morali usesti in se pogovoriti, ni bilo veze, kaj smo mi ideološko, pogovoriti smo se morali kot ljudje, kaj je pravzaprav zdaj teh zadnjih 10 let bilo. Nekdo je kriv, joj ste vi Slovenci šli ven, pa ono, pa pol to, pa ne vem kaj. Ne, samo pogovoriti se, kje smo, kaj je bilo porušeno in kje začeti graditi. In tudi ti mostovi bodo enkrat zgrajeni, tako vedno je. Tako da jaz vam v luči tega, torej tebi seveda Ivan in celotni zasedbi Lajbaha, vi ste nastopali tudi v Sarajevu takrat, ko marsikdo ni, nastopali ste po bivši Jugoslaviji tudi takoj po vojni in tako naprej. Bistveno ste pripomogli k temu, da so se neki mostovi tu gradili na novo. In to se mi zdi, da je nekaj najlepšega, kar lahko kot ljudje ustvarimo. Tako da vsekakor pričakujem, da se boste pač enkrat vrnili v Kijev brez nekih nepotrebnih seveda pogojev ali česarkoli že, vsekakor to tudi ne bo vaš prvi koncert v Kijevu, če smo tudi natančni.
Tako da s temi besedami se ti jaz zahvaljujem za in vabilo v Kijev in za to, da si se ti odzval mojemu vabilu v Slovensko mladinsko gledališče. In na tej točki samo še sprašujem, če imaš kaj za dodati, absolutno, če bi pa kdo še rad kaj vprašal, pa tudi lahko potem. Ne? Ja, mislim, hvala ti, no, mislim, kaj ne rečem. Takšne, sem vesel tega povabila, tudi tvojih vprašanj in tudi jaz sam oziroma tudi znotraj Lajvaha se moramo konstantno preizpraševati sploh kaj počnemo in kje je smisel v celem tem početju, ne? In take stvari nam seveda tudi pomagajo. Je kakršnokoli vprašanje? Lahko na tej točki zaključimo in gremo na neformalno druženje, bo čisto primerno, če pa kdo želi kaj prav zdaj vprašati, pa seveda lahko. Gremo na neformalno druženje. Ne? Kadilca to zelo cenite. Hvala. Hvala.